Dobrodošla v lekciji, kjer bomo vse lekcije združili v celoto, malo poenostavili, zaradi tega, da se boste lahko čisto vsi gibali po protokolih oziroma navodilih, ki smo jih povedali do zdaj. Če bi mogel izpostaviti najpomembnejši point ali pa besedo izmed mojih lekcij, bi verjetno izpostavil besedo adherenca oziroma konsistenca. Vedno imejte v mislih, da tudi če ste po naravi perfekcionist, v smislu optimizacije svojega življenja bo perfekcionizem redko kdaj dober za napredek na dolgi rok. Vedno, oziroma večinoma, bo boljši princip 80-20, to, kar smo omenili skoraj v vsaki lekciji do zdaj. Zdaj v prvi vrsti, če se bomo stresirali čez neko stvar, ki ni bila po nekem našem planu, lahko tisto stresiranje čez določeno stvar povzroči kaskado negativnih dogodkov še naslednji dan ali pa naslednje 2 dni. To pomeni, da ne bomo vplivali samo na tisti dan, ko smo nekaj ne naredili po našem planu, ampak še na naslednje par dni. Zato je v prvi vrsti to zelo pomembno izpostaviti. To najlažje svojim varovancem dam za primer na tak način. Na teden imaš 21 do 35 obrokov. In zdaj si ti v petek, ko si šel pa na kosilo za svojo punco, si pa en obrok ne jedel po planu oziroma si pojedel preveč. A zdaj misliš, da bo tisti en obrok od tvojih 30 tedenskih obrokov podrl cel teden, ko si bil do zdaj priden oziroma si se držal plana? Ja ne bo. Isto je pri treningu. Če boš treniral konsistentno 2-3 mesece, 5 do 4 krat na teden, 3 do 2 krat na teden, čisto vseeno, pa boš en trening od tistih 25 treningov v mesecu spustil, ne bo povzročalo negativnega učinka na tvoj napredek, zato ker si bil pri drugi večini, se pravi pri 80%, konsistenten po planu. Se pravi, smo razčistili, v prvi vrsti bo stres povzročil še kak dan ali pa 2 več slabšega obnašanja v svojem planu, po drugi strani pa dejansko je stres oziroma stresiranje brez veze, ker ena stvar, ki ni bila po planu, ne bo spremenila konsistence celotnega plana. Pa še eno pogosto vprašanje, ko ga res dobim velikokrat, skoraj vsak posameznik, ko začne z mano sodelovati, mi date to vprašanje. In sicer, kje začeti? Kako začeti sploh, da bom si začel optimizirati life? Jaz sploh ne vem, kje začeti, ker vse se mi zdi, da delam narobe, oziroma eni celo rečejo, da se mi zdi, da nič ne delajo narobe, pa vse ne napredujejo. In pol moje navodilo je tako. Najboljše je, da si na začetku postaviš cilj. Nek konkreten cilj, kaj hočeš ti doseči, pa paziš, da tisti cilj ni ne prehud, pa ne prelahek za doseči. Se pravi, če jaz zdaj prelaufam 10 km na tempu 6 minut na kilometer, moj cilj ne bo, da čez en mesec prelaufam tisto na 4 minute na kilometer, ampak bo cilj mogoče, da znižam za 20 sekund. To je realen cilj. Vse drugo, kar se pa tiče tega, bo pa ali bo pretežek cilj, ki ga ne boš dosegel in ti bo zmanjkalo motivacije, ali pa bo prelahek cilj, ki ga boš hitreje dosegel, ko si mislil, in pol spet posledično zmanjka motivacije oziroma celo tudi discipline. Se pravi, če na hitro povzamem, konkreten, kvaliteten cilj bo dejansko ustvaril motivacijo za doseganje tistega cilja in pol sledi regulacija celotnega življenjskega stila, da boš lahko dosegel tisti cilj. Tule velikokrat prihaja tudi do zmote in sicer ljudje motivacijo pa disciplino enačijo, kot da sta na istem spektru. Se pravi, ne rabiš baje motivacije, ker če imaš disciplino, boš itak skozi konsistenten in boš lahko pač napredoval. Ampak moje mnenje je, da to ne čist drži. Če si predstavljamo, po moje najlažje predstavljamo na tak način, da je disciplina tank za gorivo v avtomobilu. Tisti tank skozi obstaja in skozi je tam. Ampak motivacija je pa gorivo v tisti tank. Se pravi, avto s tankom, ki je prazen, ne more nikamor peljati. Posledično, tank, ki je poln oziroma deloma poln, bo pa lahko vseeno pač peljal avto do neke točke. Se pravi, mi bomo s tem, ko bomo imeli motivacijo, ker smo jo dobili zaradi tega, ker smo si postavili cilj, bomo lahko potem okoli tega oblikovali disciplino, ki jo pa načeloma mora vsak pri sebi že imeti do nekega nivoja, ker se tudi razlikuje moč discipline od vsakega človeka, ampak to je prekompleksna zadeva, ker je povezana tudi z psihologijo, pa nasploh celotnim življenjskim stilom. Disciplina ti, na primer, pomaga opraviti nek trening tudi na tisti dan, ko, na primer, nimaš motivacije. Ampak hkrati ti pa disciplina omogoča tudi, da oceniš, zakaj tistega treninga ne moreš narediti. A je to zaradi tega, ker si pretreniran,
pa ti je motivacija padla, ali je to samo zaradi tega, ker se ti ne da. In disciplina to upošteva. Če se ti ne da, boš šel na trening, pa boš trening naredil. Če pa si pretreniran, bo pa disciplina omogočila, da boš ta dan odspal, se zregeneriral, zaradi tega, ker veš, da boš lahko naslednji dan treniral normalno in da boš lahko trening naredil na 100%. Medtem, ko če bi šel danes trenirati, samo zaradi discipline, tudi če ni bilo motivacije, boš trening naredil na pol, povzročil kaskado dogodkov, da bo še drug trening na pol, pa še mogoče tretji. In boš naredil več slabega kot dobrega na dolgi rok. Ok, in zdaj motivacijo smo rekli, da si načeloma ustvarimo z nekimi konkretnimi, kvalitetnimi cilji. Zdaj pa do discipline mora vsak sicer sam priti, pa je najti sam pri sebi, ampak ugotavljam, da je iz prakse najlažje na tak način, da si v lifeu postavimo par stebrov in od tistih stebrov se naš life ne premika. Za primer, najboljši oziroma najbolj pogosti stebri, ki so jih moji varovanci, ki si jih izberejo, so služba, se pravi čas službe, to on ne more regulirati. Čas službe od 8 do 4 popoldne, takrat sem v službi. To je nespremenljivo. Drugi, ki je pa tak, je pa ponavadi vrtec ali pa neki povezavi z otrokom. Se pravi, rečemo, da imamo dva stebra in imamo cilj, ki ga hočemo doseči. In zdaj bomo s pomočjo teh informacij, ko smo jih dobili v našem kursu do zdaj, bomo oblikovali plan prehrane, spalne cikle in pa trenažni proces in tip trenažnega procesa, da bomo dosegli naš cilj, kljub temu, da se od teh dveh stebrov ne bomo umaknili. In to je v praksi najlažje še narediti. Se pravi, prvo stebri, pol pa okoli tistih stebrov, ki ti na njih ne moreš vplivati, okoli tistih stebrov oblikuješ svoj lifestyle. In zdaj to pomeni, en bo mogel delati time restricted eating, z doma tako službo, en bo delal ketonsko dieto, z doma take cilje, pa take probleme, en bo delal paleo dieto, en bo vegetarijanc, en bo karnivor. To oblikuješ pol, tako smo rekli, čist v ta drugi lekciji, da oblikuješ čist za svoje potrebe in želje. Ok, in če bi mogel zaključiti to lekcijo z neko pametno mislijo, bi vam priporočil to, da vedno, ko hočemo spremeniti svoj način življenja ali pa svoje protokole, ki jih v življenju pač izvajamo, vedno upoštevamo, da sledimo svojim ciljem, ne nekim ciljem, ki nam jih narekuje družba, zaradi tega, ker bo takrat tudi adherenca skoraj 100% pri večini ljudi močnejša oziroma večja. In pa, da sprememba načina življenja na dolgi rok ne povzroča več stresa, kot pa mirnosti oziroma nekega olajšanja, da spreminjamo life na boljše. Če ti sprememba tvojega življenja na dolgi rok povzroča kroničen stres, pol tista sprememba življenja očitno za tebe ne deluje. Tudi če delaš vse po knjigah, vse po spisku, vse po tem, kar ti je trening napisal, če si na koncu dneva bolj stresiran, ko pa umirjen oziroma da vidiš napredek, pol tista sprememba lifea za tebe ne bo delovala na dolgi rok. Kar smo pa rekli, adherenca na dolgi rok je pa najbolj pomembna stvar za kakršenkoli napredek. Ok, to je to. Zdaj ste končali kurs načeloma, ampak sem se odločil za vse, ko ste prišli do konca kursa, dodati še eno ekstra epizodo, tako neko bonus epizodo, kjer bomo šli skozi, po mojem mnenju, najbolj univerzalno tehniko oziroma princip hranjenja, ki ne bo vplival samo na našo telesno kompozicijo, ampak bo vplival tudi na naše počutje, naše adaptacije na trening, naše regenerativne kapacitete in na naš imunski sistem.